Ameriški državni sekretar Marco Rubio je nadzoroval preobrazbo ameriške zunanje politike s poudarkom na trgovini namesto pomoči in ponovnim usmerjanjem na zahodno poloblo. Toda odmevi so se čutili v Izraelu in po vsem Bližnjem vzhodu. Kako naprej? Pogovorili se bomo s tiskovnim predstavnikom State Departmenta Tommyjem Pickettom, da dobimo ameriški pogled. Dobrodošli v oddaji American View, tukaj s tiskovnim predstavnikom State Departmenta Tommyjem Pickettom. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam pridružili. Ni pomanjkanja tem za pogovor, tudi če imamo na voljo 25 minut. Zato kar začnimo. Državni sekretar Marco Rubio ni deloval kot idealna oseba, ki bi Donald Trump zaupal zunanjo politiko. Ni prihajal iz sveta maga, bil je politični tekmec. Ni bil nujno nekdo, ki bi delal razdor, čeprav je bil zelo spoštovan v celotnem političnem spektru. Ta človek se je ustalil in ne le prevzel vloge državnega sekretarja, ampak tudi svetovalca za nacionalno varnost. Najprej razložimo, kako je postal tako pomemben člen v tej preobrazbi zunanje politike, glede na njegovo ne-trumpovsko ozadje, če lahko tako rečemo. No, ne vem, če bi sprejel to označbo glede njegovega ozadja, ampak kar bi najprej poudaril tukaj, je, da gre za zunanjo politiko predsednika Trumpa. Predsednik Trump določa zunanjo politiko in mi jo izvajamo. In vem, da je sekretar Rubio počaščen, da je del te res vrhunske ekipe, te A ekipe, ki jo vidimo glede na to, kar je predsednik sestavil, izvajanje predsednikovega programa. Torej, vse se začne na vrhu. Začne se z jasnostjo namena, ki jo predsednik Trump daje glede programa, ki ga želi uresničiti, načel, ki jih želi uveljaviti, in NATO sodelovanje, ki ga vidimo s člani njegove ekipe, da bi to uresničili. Tako je sekretar Rubio počaščen, da je del te ekipe, izvaja predsednikovo zunanjo politiko in ob vsaki priložnosti skrbi, da uresničuje vizijo, ki jo ima predsednik Trump. Predsednik Trump je netipičen predsednik. Mislim, da se s tem nihče ne bi prepiral. Svojo zunanjo politiko je vodil na neortodoksen način, kar se je v nekaterih pogledih zelo dobro izkazalo. Sekretar Rubio je povezan s podpredsednikom Vanceom, s Jaredom Kushnerjem, Stevom Witkoffom in z drugimi za izvajanje te zunanje politike. Brez da bi se spuščal v celotno dvorske spletke, za vse to nimamo časa. Kako je pravzaprav določeno, kakšno vlogo ima sekretar pri določeni zadevi? In moramo se ukvarjati s temi vprašanji o palačnih spletkah, ker ljudje ne morejo zmanjšati pomena dosežkov. Mislim, da je zato toliko lažnega poudarka na tem. Imate ekipo, ki se izjemno dobro razume, ki ves čas komunicira in, kot sem poudaril, uresničuje vizijo predsednika Trumpa. To je velik svet. To je velik svet s številnimi vprašanji, ki vplivajo na ameriško ljudstvo. In odločeni smo, da bomo uveljavljali naše interese, kadarkoli lahko, tako pogosto kot lahko. Mislim, da ko govorite o neortodoksnosti ali netipični naravi, kot ste rekli, v zvezi s tem predsedstvom, mislim pa, da se vse skupaj vrača k zelo zdravorazumskemu načelu, ki je, da države delujejo v svojem nacionalnem interesu in da bodo Združene države Amerike uveljavljale svoje nacionalne interese. To se sliši kot zdrava pamet. Predolgo to morda ni bilo običajno, zdaj pa je. Tako se tega lotevamo in minister o tem pogosto govori. To ne pomeni, da ne moremo sodelovati z drugimi državami. Pravzaprav je ravno nasprotno. Ko jasno vidiš svoje interese, ti to dejansko omogoča sodelovanje z drugimi državami, kjer se vaši interesi ujemajo. In ko se vaši interesi ne ujemajo, vam je prav tako povsem jasno. Poiščimo način, da to prebrodimo. Poiščimo način, da se znajdemo v tej situaciji. Poiščimo pot naprej. Tako dejansko omogoča še boljšo izvedbo. Omenili ste vse člane ekipe predsednika Trumpa, oziroma mnoge člane ekipe predsednika Trumpa, ko gre za zunanjo politiko. Res je, kot sem rekel, to je tista A ekipa za zunanjo politiko. Imate ljudi po vsem svetu, ki sodelujejo usklajeno, da bi uresničili predsednikovo agendo. Torej, pogovorimo se o izvajanju predsednikove agende tukaj, še posebej, ko gre za Izrael. Veste, imate kritike, ki pravijo, da Izrael nadzoruje ameriško zunanjo politiko. Imate pa tudi kritike v Izraelu, ki pravijo, da predsednik Trump narekuje Benjaminu Netanjahuju. Res je odvisno od vašega zornega kota. To je res občutljiv čas v odnosih med ZDA in Izraelom. Še posebej, ker se zdaj zmanjšuje podpora demokratov. Še posebej zdaj, ko nekateri deli republikanske stranke opuščajo svojo podporo. Kako ta odnos trenutno nasplošno upravljata državni sekretar in ameriško zunanje ministrstvo? Poglejte, Izrael je in ostaja močan partner Združenih držav Amerike. In to, kar tukaj vidimo, je, da predsednik Trump prepoznava ameriške interese ter jih uresničuje in spodbuja, kjer pa se ti ujemajo z interesi drugih držav. Kot sem pravkar rekel, na teh področjih sodelujemo. A nihče ne more dvomiti v močan odnos, ki ga imamo z Izraelom, tako kot tudi z drugimi državami v regiji. Zelo močni odnosi. Torej vidimo predsednika, ki je dal več obljub in jih tudi izpolnjuje.
Vidite predsednika, ki je prestavil veleposlaništvo v Jeruzalem in s tem priznal Jeruzalem kot glavno mesto. Vidite predsednika prav danes. Spet govori o Abrahamovih sporazumih. Zgodovinska pobuda, spet vračanje k netipičnemu pristopu, če uporabim vaš izraz. To je bilo mogoče le zaradi predsednikovega vodstva v zvezi z Abrahamovim sporazumom. In mislim, da vidimo, da predsednik še naprej govori o tem. On res še naprej govori o tem, vključno z iskanjem načinov za širitev Abrahamovih sporazumov. In potem, kar je tukaj bistveno, mislim, da je pomembno, da se to nanaša na predsednikov obisk v regiji, kjer je govoril o zlati dobi za Bližnji vzhod. To je predsednikov cilj. In to ni sporno, oziroma ne bi smelo biti. Mir, blaginja, suverenost. To je tisto, kar predsednik želi videti v številnih teh odnosih. In sprejel je konkretne korake, da bi to dosegel. Torej, ostanimo osredotočeni na Bližnji vzhod, ker ste govorili o Abrahamovih sporazumih. Predsednik Trump je ta teden omenil na srečanju s predsednikom Libanona Aunon, želi, da bi Libanon postal del Abrahamovih sporazumov, da bi lahko bil pomemben del v prihodnosti. Seveda je do tja še dolga pot, vendar je državni sekretar Rubio prevzel pobudo pri izvajanju tega trilateralnega okvira med ZDA, Izraelom in Libanonom in skuša najti pot naprej pri izkoreninjanju Hezbolaha iz južnega Libanona ter pri iskanju poti do dolgoročnega miru med Izraelom in Libanonom. Ko nekdo prevzame vajeti, to pomeni, da se v bistvu izpostavi, ali ima državni sekretar Rubio glede na težavnost izkoreninjenja Hezbolaha iz južnega Libanona zaupanje, da je ta okvir lahko uspešen. Videli smo zgodovinski napredek. Nihče ne podcenjuje izzivov, ki so pred nami, in jaz tega zagotovo ne počnem tukaj. Tudi že smo videli zgodovinski napredek, pogovore te vrste na najvišji ravni v desetletjih med predstavniki vlade Libanona in vlade Izraela. Združene države so se od začetka tega procesa osredotočale na ustvarjanje prostora za pogovore v dobri veri, da bi potekale razprave v dobri veri. In videli smo, da so ti pogovori potekali. Vidimo začetek prvih pilotnih območij, ki so izvajanje tega okvira pod usklajevanjem trilateralne koordinacijske skupine, ki je bila napovedana kot del tega okvira. Torej, nihče ne podcenjuje izzivov, ki so pred nami. Resnično nihče. Vendar smo že dosegli zgodovinski napredek. Nadaljujemo z doseganjem tega zgodovinskega napredka. Zadnji korak tega pa je bilo srečanje, ki ste ga pravkar omenili, v ovalni pisarni s predsednikom Združenih držav Amerike in predsednikom Libanona. Tako da še naprej dosegamo ta napredek. Veselimo se, da bomo še naprej dosegali ta napredek. Ampak glede tega smo zelo realni in zelo jasni glede ciljev. Kot sem že omenil prej, mir, blaginja in suverenost, to je zelo pomembno za to situacijo. Varnost Izraela, suverenost vlade Libanona. Ta načela so stvari, glede katerih vidimo, da se strani tukaj strinjajo, glede katerih se strinjajo in zagotavljajo, da sprejemamo ukrepe za razgradnjo teroristične infrastrukture, da je Izrael lahko varen in da ima vlada Libanona suverenost nad Libanonom. Ja, želim vprašati, ker so bile pred 3-4 tedni uvedene sankcije proti nekaterim vodilnim v libanonskih oboroženih silah, ki so bili povezani z stranko povezano s Hezbolahom. Bili so predlagani proračunski rezi strani Bele hiše glede libanonskih oboroženih sil. Ampak predsednik Trump je na srečanju s predsednikom Iranom dejal, da verjame, da so lahko libanonske oborožene sile samozadostne, da v bistvu, ne citiram ga dobesedno, da lahko upravijo delo. To so nekoliko nasprotujoča si sporočila. Ali meni, da so libanonske oborožene sile dovolj ugledne in verodostojne, da bi lahko v bistvu sodeloval z Izraelom in opravil nalogo? No, te premise ne sprejemam povsem. Te sankcije so bile v veliki meri utemeljene na posameznikih, ki so se vključevali v dejanja, ki so spodkopavala suverenost libanonske vlade. To je bil jasen signal, ne glede na to, v kateri panogi delate. Če sodelujete v teh dejavnostih, ste izpostavljeni tveganju sankcij. In to so predstavljale te sankcije. Vključevale so tudi imenovanega veleposlanika iz Irana, ki ga je libanonska vlada razglasila za nezaželeno osebo, a je kljub temu zavrnil odhod iz države. Tako so bile sankcije zelo jasne v tem namenu in so bile dejansko del strategije za podporo in izboljšanje zmogljivosti libanonske vlade. To je bil namen teh sankcij. In videli bomo vedno več ukrepov, kot je že omenil sekretar, kot je že omenil tudi predsednik, za izboljšanje zmogljivosti libanonske vlade, da bomo lahko videli suvereno libanonsko vlado na tem ozemlju, pri čemer je legitimni predstavnik libanonskega ljudstva libanonska vlada. Da predsednik in sekretar sta tukaj poudarila prizadevanja za krepitev libanonskih institucij, da jih ponovno vzpostavijo, da postanejo verodostojne in da začnejo delovati. V bistvu ista metoda, kot smo jo videli v Siriji, odpiranje vlade Al-Šara, zagon gospodarstva, odprava sankcij in tako naprej. Ali se je kaj preneslo? Mislim, da stvari tukaj niso enake, ampak ali je bilo mogoče kaj preneseno iz uspeha pri ponovni vzpostavitvi sirijske vlade, kar bi lahko ameriško zunanje ministrstvo uporabil tudi v Libanonu? No, dve zelo različni okoliščini. Ja, odgovori so tukaj očitno različni. Mislim, kar vidimo v pogovorih med vlado Izraela in vlado Libanona, je v resnici pogovor med tema dvema državama, da bi našli najboljšo pot naprej za zagotovitev varnosti, blaginje in suverenosti.
Torej vidimo, da ti pogovori potekajo. V Siriji govorimo tukaj o korakih, naprimer o opustitvi določenih sankcij, spodbujanju gospodarskih naložb nazaj v Sirijo. Videli smo nedavno napoved med Sirijo in Irakom, naprimer, o cevovodu, ki bo še dodatno podprl ta prizadevanja. In mislim, da del tega, kar tukaj tudi vidimo, je, da imamo v Siriji primer, kjer ste imeli, preden je bila trenutna vlada na oblasti, režim, ki je aktivno oviral našo sposobnost za boj proti terorizmu in ISIS-u, naprimer. In zdaj imamo partnerja v boju proti ISIS-u. To je samo po sebi zgodovinski premik v regiji. In predsednik je bil zelo jasen, ko gre za Sirijo. Želi dati Siriji priložnost za veličino. Še en primer, ko nihče ne podcenjuje poti, ki je pred nami. Ampak predsednik je zelo jasen. Želi dati Siriji priložnost za veličino. Pozdravuje številna dejanja, ki smo jih videli v Siriji, da bi dosegli te cilje. In še naprej sprejemamo ukrepe, da podpiramo Sirijo, kolikor lahko, da bi dosegli te cilje stabilne Sirije, takšne, ki je v miru sama s seboj in v miru s svojimi sosedi. Izrael ima očitno, mislim, to je milo rečeno, Izrael ima varnostne skrbi v tej regiji, ko gre za Sirijo, ko gre za Libanon, včasih te varnostne skrbi lahko ovirajo predsednika Trumpa, minister Rubio. Uvajanje tistega, kar menijo, da je najboljša pot ali najsmotrnejša pot ali pa najučinkovitejša pot naprej tukaj. In to so pogovori v obe smeri in včasih slišimo, da predsednik komentira te pogovore tukaj. Koliko izraelskih varnostnih skrbi upošteva ministrstvo, minister in, če smo pošteni, tudi predsednik? Mislim, kako se to uravnoteži z izpolnjevanjem naloge, ki jo želi ta administracija izpolniti? Poglejte, pogosto se pogovarjamo z našimi izraelskimi partnerji. To je del dobrega partnerstva, da imamo te pogovore. In videli smo, kot ste omenili, da je predsednik o tem razpravljal. Ne bom dodajal njegove ocene teh pogovorov na takšen ali drugačen način. Niti ne bom razkrival zasebnih diplomatskih pogovorov o tem. Ampak ponovno bom to ponovil, ker je zelo pomembno. Naša načela tukaj so varnost, suverenost, blaginja. Verjamemo, da so te stvari zelo dosegljive in zato želimo ustvariti prostor za te pogovore. Zato je to tako pomembno. Ko gre za Libanon, naprimer, vlada Libanona in vlada Izraela med seboj govorita o poti naprej. Da zagotovimo. Vidimo razgradnjo teroristične infrastrukture, kar bi privedlo do večje varnosti za Izrael. Torej, so Združene države Amerike seveda osredotočene na uresničevanje svojih nacionalnih interesov tukaj, vendar so naši nacionalni interesi povezani z mirom in blaginjo za regijo. Če se znova vrnemo k predsednikovemu obisku v regiji, ko je govoril o tej zlati dobi za Bližnji vzhod, verjamemo, da je to povsem mogoče na podlagi teh načel. In to se začne z dialogom. Začne se s tem, da ljudi pripeljemo za isto mizo. To se začne s tem, da državam omogočimo gradnjo infrastrukture in institucij, ki so potrebne, da zagotovijo svojo suverenost nad lastnim ozemljem, da so v miru same s seboj. Razgrajujemo to teroristično infrastrukturo, da zagotovimo varnost, mir in blaginjo. Omenili ste predsednikovo potovanje v regijo, vendar je minister opravil bolj nedavno potovanje v regijo. To je bilo med kratkotrajnim premirjem med ZDA in Iranom v času tega memoranduma o soglasju. Nekateri analitiki so to potovanje videli kot njegov poskus pomiritve skrbi in pomiritve nekaterih frustracij ameriških zaveznikov v zalivu glede tega, ali bi jih Amerika branila, če bi Iran ponovno napadel. Kar zadeva dejanski potek vojne, kaj je bil namen in kakšen je bil rezultat tega potovanja sekretarja Rubija? No, namen je bil zahvaliti se našim zalivskim zaveznikom in partnerjem za pogum, vztrajnost, voditeljstvo in podporo, ki so jih pokazali Združenim državam Amerike ob iranskih napadih. Ali je bila prisotna napetost? Ali obstaja napetost med Ameriko in njenimi zalivskimi zavezniki? To je izjemno tesno partnerstvo z našimi zavezniki in partnerji. In obstaja soglasje, glede načela, da iranski režim ne sme imeti jedrskega orožja. Videli ste močno skupno izjavo, ki jo je objavil Svet za sodelovanje arabskih držav v zalivu, naprimer, ki je zelo jasno navedla načela. Ko gre za Hormuško ožino, ko gre za iranski režim, ko gre za celo vrsto vprašanj, vidimo okrepljeno partnerstvo med Združenimi državami in našimi zavezniki ter partnerji v zalivu. In res, bistvo tega potovanja je ena glavnih točk tega potovanja. Poleg udeležbe na GCC in razpravljanja o vprašanjih z našimi sogovorniki, je bilo tudi zahvaliti se državam, ki so se soočile s toliko napadi iranskega režima. Zahvaliti se jim za njihovo pogum, za njihovo odpornost, za njihovo podporo. In ponovno vidimo to enotnost, ko gre za načelo, da iranski režim ne sme imeti jedrskega orožja. V bistvu, mir na Bližnjem vzhodu ni mogoč, če ima iranski režim jedrsko orožje. To sta predsednik in sekretar jasno povedala. In to, kar vidimo, ko državni sekretar odhaja v zalivsko regijo, je, da znova potrjujemo in se zahvaljujemo našim zaveznikom in partnerjem za podporo in vodstvo, ki so ga pokazali. Torej, z vidika strategije je regija tukaj združena proti skupnemu sovražniku. Mislim, celo libanonska vlada si želi, da bi Iran zapustil državo. Na tej točki pogledaš celotno situacijo. Mislim, napredek Abrahamovih sporazumov je ena vizija,
Ampak kako ta administracija, kako ameriško zunanje ministrstvo izkoristi to situacijo, kjer si vsi želijo, da ta režim izgine. In to izkoristi za dolgoročno prednost, za dolgoročno strategijo, za dolgoročno poslanstvo tukaj. No, najprej se začne z dosego temeljnega cilja, da iranski režim ne more imeti jedrskega orožja. To je nevzdržna grožnja za regijo, za Združene države, za ves svet. Tega ne smemo dovoliti. In predsednik to nedvoumno ponavlja znova in znova. Ukrepi, ki jih je predsednik sprejel glede iranskega režima, so že naredili regijo in svet varnejše. Operacija Minute Hammer, ki je uničila tiste jedrske objekte. Operacija Epic Fury, ki je uničila zmogljivosti na področju konvencionalnega orožja iranskega režima. Nedavno smo imeli memorandum o soglasju. Iranski režim ga je prekršil, nato pa je predsednik ustrezno ukrepal. In to so nedavni dogodki, ki smo jim bili priča v zadnjih dneh. Tako je predsednik že poskrbel, da so regija, svet in Združene države varnejše zaradi ukrepov, ki jih je sprejel. To je tukaj osnovni cilj, seveda. Predsednik ne skriva, da si želi širitev Abrahamovih sporazumov, želi si miru in blaginje. Prav tako pa tudi povečana gospodarska vlaganja, ki jih vidimo v času te administracije. Bilijoni dolarjev novih naložb med Združenimi državami in našimi partnerji na Bližnjem vzhodu. Bilijoni dolarjev. To gospodarsko partnerstvo, ki prinaša toliko koristi, ustvarja toliko delovnih mest za ameriško ljudstvo, prinaša koristi tudi regiji. Ta gospodarska vlaganja so temeljna za način, kako je predsednik sam opisal svoj pristop k zunanji politiki. Dejstvo, da je gospodarstvo temeljno. Ti trgovinski odnosi so tako pomembni, uravnotežen trgovinski odnos in vlaganja so ključni za izboljšanje odnosov, krepitev vezi, pa tudi za omogočanje varnosti in blaginje. Torej, pogovorimo se o tem, kajti gospodarska komponenta, kot ste omenili, je bila ključna za številne različne bilateralne in multilateralne dogovore v tej administraciji. Tukaj, ko govorimo o zalivu, ko govorimo o Izraelu, glede priložnosti tam, videli smo dogovore, ki so bili podpisani, videli smo to, ko je prišel katarski voditelj, ko je prišel saudski voditelj in tako naprej. Kaj je še odprto? No, še veliko več je mogoče storiti. Še vedno poteka prizadevanje za uresničitev številnih teh dogovorov. Še naprej vidimo, da se podpisujejo in razpravljajo novi dogovori, ne le na Bližnjem vzhodu, ampak po vsem svetu. Ko gre za naložbe v Združene države in gospodarsko blaginjo regije, je to tisto, kar bo pripeljalo do te zlate dobe. Torej, resnično, bilijoni dolarjev, neprecedenčna količina. Zdi se, da ko predsednik zaključi telefonski pogovor z nekom ali obišče regijo, se vedno vrne z dogovorom v roki. Z naložbenim dogovorom, ki bo izboljšal položaj obeh držav. Torej se ti pogovori še vedno odvijajo. Naše gospodarsko sodelovanje s partnerji in zavezniki na Bližnjem vzhodu le še krepimo. In to ostaja temeljni del tega odnosa. Ali je to še vedno del načrta za Gazo? Poglejte, načrt za Gazo, to je to. Vsaka od teh stvari ima v resnici temeljni cilj mir in blaginjo. To kaže na doslednost vizije, ki jo ima predsednik glede Gaze. Zelo jasno smo povedali, da izvajamo predsednikov mirovni načrt za Gazo. Pomembno pri tem je, in da je pogoj za to demilitarizacija Hamasa. To je nekaj, kar sta predsednik in sekretar oba poudarjala že od začetka. Tako da je to tisto, kar je odvisno od tega. Vidimo, da je odbor za mir v zadnjih nekaj mesecih napovedal več različnih stvari. Da bi uresničili predsednikov mirovni načrt, na Ministrstvu za zunanje zadeve ostajamo zavezani temu mirovnemu načrtu in njegovi izvedbi. Vzpostavljanje miru je težko. Predsednik prišel je z namenom, da konča rusko-ukrajinsko vojno v enem dnevu. Uspešno je umiril konflikte po svetu, vendar pa nekaj tega ognja še vedno tli. Ali je ta administracija nekako ugotovila in zdaj načrtuje rešitev teh konfliktov za daljše obdobje? Kajti to je predsednik, ki želi, da so stvari opravljene zdaj, želi, da so bile opravljene že včeraj. Ampak to preprosto ni način, kako deluje vzpostavljanje miru. Ali je ta administracija pripravljena vztrajati na dolgi rok, naj bo to Gaza, naj bo to Libanon, karkoli že? No, prav zaradi predsednikovega vodstva smo na primer glede Gaze videli, kaj vse je bilo doseženo. Izpustitev talcev, nekaj, za kar je veliko ljudi mislilo, da je nemogoče, pa je bilo mogoče. Prav zaradi vodstva predsednika Trumpa in njegovega dela na tem področju. Združitev številnih narodov z enim samim ciljem. Zagotoviti mir in blaginjo za ljudi v Izraelu in ljudi v Gazi. To je odvisno od demilitarizacije Hamasa. Tako še naprej izvajamo te dogovore. Mislim pa, da je pomembno poudariti, da gre za vodstvo predsednika. Če pogledate mirovne sporazume po svetu, ki so ljudi spravili za pogajalsko mizo, je spravilo ljudi za pogajalsko mizo in naredilo stvari, za katere nihče ni mislil, da so mogoče. Seveda, kot sem omenil z Libanonom in Sirijo, ne podcenjujemo izzivov, ki so pred nami. Tega se zelo jasno zavedamo. Predsednik in sekretar imata glede tega zelo trezen pogled. Ostajamo zavezani izvajanju teh mirovnih sporazumov in tam, kjer vidimo kršitve teh sporazumov. Predsednik, sekretar in drugi so to že poudarili.
Ustrezno bomo ukrepali, da bomo zagotovili, da bodo strani v teh sporazumih spoštovale dogovore, ki so jih sklenile. Tako da smo seveda predani izvajanju teh mirovnih sporazumov. A to je bilo mogoče le zaradi vodstva predsednika Trumpa na toliko področjih po svetu. Pa tudi zaradi ustreznega poguma teh voditeljev. Kjer je mir težko doseči, kot ste pravkar omenili, je mir iz mnogih razlogov težko doseči. Deloma zato, ker je za tiste, ki so vpleteni v ta konflikt, potreben pogum, da sedejo za isto mizo. Da sedite nasproti osebi, s katero ste v konfliktu, ali posredno, da imate te pogovore z ljudmi, s katerimi ste v konfliktu in dosežete mirovne dogovore. Zato pozdravljamo pogum tistih, ki so stopili naprej in sodelovali v teh pogovorih. In Združene države Amerike ostajajo zavezane pod vodstvom predsednika Trumpa izvajanju teh mirovnih sporazumov in nadaljnjemu reševanju konfliktov. Čeprav je ta administracija zagotovo ohranila prisotnost, mislim celo, da je izraz odtis še premil. Na Bližnjem vzhodu, še posebej sredi konflikta z Iranom, prišlo je do ponovnega poudarka na zahodni polobli. To je bil izrecen cilj administracije. Poskrbeti moramo za stvari, ki so nam bližje. To zdaj tudi vidimo predvsem s Kubo. In poročilo, ki je bilo objavljeno v zadnjih dneh, kaže, da je prišlo do usklajevanja med določenimi organizacijami, zagovorniškimi skupinami in aktivističnimi skupinami v Ameriki ter kubansko vlado. Med njimi Demokratični socialisti Amerike, ki očitno niso prijatelji Izraela, in Code Pink, še ena organizacija, ki prav tako očitno ni prijatelj Izraela. Ali obstaja kakršnakoli povezava med tem, kar kubanska vlada poskuša uveljaviti doma in v regiji, in tem, kar se dogaja tam zunaj, v širšem svetu? Mislim, da je najboljši način, da na to odgovorim ta, da spregovorim o ministrskem srečanju, ki se je zgodilo prejšnji teden. O ministrskem srečanju glede porasta političnega terorizma in sicer skrajno levega terorizma. V Združenih državah vidimo, da skrajno levi terorizem predstavlja več napadov in zarot proti vladi kot katerakoli druga ideološka skupina v letu 2025. V Evropi vidimo, da je število napadov skrajno levega terorizma primerljivo s številom napadov džihadističnih terorističnih skupin. To vam daje predstavo o obsegu tega. Kuba, seveda, kot je opisal sekretar in kot kaže poročilo, je podpornik tega skrajno levega ekstremizma, ki vodi v ta porast nasilja. In v Združenih državah imamo resne pomisleke glede te mreže. Večdesetletnega vpliva in vohunske kampanje, ki jo je kubanski režim izvajal in jo še vedno izvaja v Združenih državah Amerike. In to poročilo je bilo pripravljeno s pregledno navedenimi viri, da bi ameriškemu ljudstvu povedali, tu so dokazi, ki si jih lahko gledate z lastnimi očmi. Veliko tega je javno, veliko teh skupin je na to celo ponosnih, kar je presenetljivo na svojo povezanost s kubanskim režimom. Sami to priznavajo. Torej, to je pripovedovanje te zgodbe, predstavitev dejstev. Seveda, ko gre za teror skrajne levice. In to je nekaj, kar je naslovil tudi sekretar, vidimo zbliževanje različnih vrst terorizma in prekrivanje z vse večjimi povezavami, naprimer z iranskimi terorističnimi posredniškimi skupinami in temi skrajno levimi terorističnimi skupinami. Tukaj opažamo zbliževanje, kjer vidimo vse več povezav, morda tudi vse več motivacij, ko gre za teroristične načrte. A v osnovi je bilo to slepo mesto v našem pristopu k boju proti terorizmu. In to je slepo mesto, ki ga je ta administracija odločena odpraviti, da bi izboljšali našo sposobnost boja proti tem skrajno levim terorističnim skupinam, ampak tudi zato, da zagotovimo celovito protiteroristično strategijo, ki ščiti ameriško ljudstvo in tudi naše zaveznike in partnerje. Več kot 65 držav na tem ministrskem srečanju, vključno z Izraelom, poleg številnih drugih zaveznikov in partnerjev. Sekretar Rubio je na tem ministrskem srečanju omenil slepo točko, vendar je izpostavil tudi statistiko, povezano z džihadističnim terorizmom. In osnovna predpostavka, ne citiram, ampak osnovna predpostavka je, da je bila to res velika težava pred 15-20 leti. Zagotovo ni izginila, vendar statistika kaže, da se je zmanjšala vsaj na neko nesprejemljivo, ampak obvladljivo raven. Zdaj pa se je treba spopasti s to drugo obliko terorizma. Ne maram govoriti o občutkih, ampak zakaj se ne zdi, da se je džihadistični terorizem zmanjšal? Videli smo 7. oktober, celo ta administracija je sankcionirala muslimansko bratstvo, več njegovih vej. Mislim, ne zdi se tako. No, to je problem, ki ga še naprej jemljemo izjemno resno. Govorite o sankcijah, ki smo jih uvedli. Še naprej sodelujemo z našimi zavezniki in partnerji pri reševanju vprašanja iranskih terorističnih posredniških skupin. Imamo kampanjo maksimalnega pritiska na iranski režim, da jim preprečimo financiranje številnih njihovih terorističnih posredniških skupin po svetu. To je še naprej nekaj, kar jemljemo resno. Sekretar je govoril o protiterorističnih orodjih, ki jih imamo. To ne pomeni, da grožnja izgine. Pomeni pa, da imamo protiteroristična orodja, ki so v mnogih primerih uspešno preprečila napade po svetu. Nujno je, da prepoznamo uspešna orodja, da se lotimo slepih peg in da še naprej razvijamo orodja, s katerimi bomo zagotavljali, da se spopadamo z grožnjami, ki se nenehno razvijajo.
In o tem je govoril državni sekretar. Dejstvo, da smo sposobni obravnavati teroristične grožnje. Sposobni smo sodelovati pri obravnavanju teh terorističnih groženj. In zagotovo še naprej obravnavamo džihadistični terorizem. Zagotovo to še naprej počnemo. To ostaja visoka prioriteta. To je vključeno v strategijo nacionalne varnosti, naprimer, kjer se posebej govori o tej vrsti terorizma. Ampak tukaj imamo orodja, na katerih lahko gradimo. Za sabo imamo uspešno mednarodno sodelovanje pri spopadanju s to grožnjo. In bistvo, ki ga je državni sekretar zelo močno poudaril, je bilo, da moramo še naprej graditi na tem sodelovanju. Moramo pogledati, kaj smo naredili v preteklosti, videti, kaj je delovalo, popraviti, kar ni delovalo in poskrbeti, da bomo sodelovali, da bomo vsi varni. Imamo približno 20 sekund, zato bo moral biti kratek. Državni sekretar Rubio kandidira za predsednika. Na to vprašanje ne bom odgovoril. Sem tiskovni predstavnik State Departmenta in pri tem bom ostal. Odgovor bomo morali iskati še mesece in leta. Tommy Bigot, tiskovni predstavnik State Departmenta, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam pridružili. Resnično cenimo to. Hvala, da ste me povabili. In naslednjič se bomo spet pogovarjali z vami tukaj v oddaji American View.